Dobrodošli v novi epizodi s podcasta Zevo. Danes z mano v studiu gospa, ki že lahko rečem desetletja preživlja del tudi našega vsakdana. Lahko smo jo gledali iz televizijskih ekranov, poslušali preko radijskih valov, različnih dogodkov in predvsem je to tudi gospa, ki je ena od najbolj prepoznavnih glasov narave. No, danes zagotovo ne bova govorili le o vremenu, ampak o njeni zgodbi, o njenih izkušnjah in predvsem o planih za naprej. Z mano danes v studiu Tanja Cegnar. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Na začetku nisem namenoma omenila, Tanja, kaj vse v resnici počnete. Omenila sem samo to, da smo vas lahko dolgo spremljali preko, jaz se najbolj seveda spominjam preko televizije, ampak daleč, da bi bili samo to. Daleč, da bi bili samo nekdo, ki se spozna na vreme in napoveduje vreme. Kaj vse ste? Tanja. Odličen odgovor. Odličen odgovor. Zanimajo me vseeno vaši začetki. A ne? Se pravi, kot mlada punca, če se recimo spominjate, ne vem, otroštva, ste že takrat razmišljali o tem, da je pa vreme nekaj, kar vas res zanima in je to nekaj, o čemer bi radi raziskovali? Mene je zanimala narava. V vseh svojih vidikih. Od kamnov, kamnin do morja, oblakov, predvsem tistih kar fiolastih, ki so se hitro spreminjali, živali, rastline. Vse to me je zanimalo. In tudi ko sem se odločala za študij, sem zelo kolebala, kaj bi izbrala, kaj bi bilo tisto, kar bi me res izpolnilo. Na koncu sem se odločila za fiziko in kasneje potem za specializacijo za meteorologijo, ampak lahko bi bila pa tudi kaj drugega, naprimer geolog. Ravno to sem želela vprašati, glede na to, da ste najprej izpostavili naravo kot takšno, da vas ni bolj v te vode potem zaneslo, da je bila vseeno fizika tista, za katero ste se odločili. Ja, mogoče se mi je zdela manj popularna v tistih krogih, v katerih sem se gibala, pa sem potem rekla, to pa bo nekaj zame. Kako težek je študij? Ja, v bistvu ne spada med najlažje študije, pa seveda jaz nisem bila nikoli, vsaj v študentskih letih, tista, ki bi cele dneve sedela pri knjigah in brskala po knjigah in študirala. Ampak vseeno, zadeva je šla normalno čez, tako da niti celotnega absolventskega staža nisem izkoristila. Verjetno je to tudi zasluga očeta, ki me je priganjal, daj. Da je treba dokončati. Ja, in čim prej pojdi v službo, boš videla, to ti bo zelo koristilo potem, ko se boš želela upokojiti, ko boš že imela leta. Danes mi je mogoče malce žal, da nisem si vzela vsaj 1 leto časa za potovanje, tako kot mladi danes velikokrat naredijo, da si vzamejo tisto leto ali pa nekaj mesecev, da gredo na potovanje, spoznavanje dežel. Ampak to sem potem poskušala kasneje nadoknaditi, ampak seveda toliko časa nimaš pa potem nikoli več. Pa verjetno tudi nikoli več nisi tako brezbrižen, kot si lahko takrat, ne? Ja, seveda kot študent potuješ z veliko manjšim budžetom. Ja, tako in na drugačen način kot potem kasneje. V času torej študija fizike ste se potem odločili, da greste v te vode. Kje vmes se je zgodil ta preobrat, da ste rekli, to pa je to, kar me zanima? Verjetno ne samo zato, ker ste opazovali oblake. Mogoče zato, ker je že populacija študentov na fiziki ni ravno velika, študentov na meteorologiji je pa še manj. In mogoče je bil to potem en tak mali trigger, to bo pa še ena manjša skupina, pa bomo še bolj povezani. Pa ste bili? Ja, mislim, da smo bili kar dobra skupina.
Kako pa potem dejansko je ta del študija potekal? Ker tukaj ste pa potem dejansko že zelo usmerjeni in si mislim, da je potem tudi malo že več nekih praktičnih stvari, ali ne? Na sami fakulteti med študijem niti ne. Sicer so bile terenske vaje, ampak nikoli ne dejansko. No, kar je danes, če gledam nazaj, takrat seveda tega nisem opazila. Če danes gledam nazaj, nikoli v času študija nismo bili pozorni na to, da je kakovost podatkov zelo pomembna, potem ko jih uporabljaš za to, da narediš nek izdelek in kako ta izdelek potem pripelješ do uporabnika, da ga uporabnik razume, da ga dobi pravočasno, da ga zna uporabiti, da je prilagojen njegovim potrebam. To bi rekla, da nam je takrat malce manjkalo, verjetno je danes tudi drugače izpopolnjen tudi v tej smeri, ampak... No, ampak verjetno že tudi samo delo je danes povsem drugačno, verjetno v kakšnih segmentih tudi veliko lažje, kot je to bilo takrat, ko ste vi začeli s tem delom, ne? A si sploh lahko mladi predstavljajo, kako je to nekoč bilo? Mislim, da absolutno ne. Poglejte, danes vsakdo med nami vidi lahko satelitsko sliko na telefonu, vidi radarsko sliko na telefonu. Vsakdo med nami. Sploh ni potrebno, da si meteorolog. Še celo spodbujamo ljudi, naj opazujejo radarsko sliko zato, da lahko ugotovijo, kdaj se jim bo približala kakšna nevihta ali pa kakšno drugo neurje. Ko sem jaz začenjala delati v prognozi, ni bilo ne satelitske slike, ni bilo ne radarske slike. Nismo še uporabljali interneta za diseminacijo naših izdelkov. Spominjam se, kako smo podatke narekovali po telefonu, kako smo po telefonu narekovali vremenske napovedi in kako je na drugi strani nekdo tipkal in kako si poslušal te tipke, udarce tipk. Pisalnega stroja. Pisalnega stroja, čisto klasičnega pisalnega stroja. In kako je bil za nas potem napredek, ko smo dobili nek avtomatski telefonski odzivnik in potem seveda počasi so začele prihajati pač te tehnološke stvari, razvoj je šel v teh desetletjih, bi rekla, vrtoglavo naprej. Teh prognostičnih kart računalniških pri nas v začetku nismo računali razvoja vremena. Dobivali smo iz 2 tujih meteoroloških centrov karte, pa še te so bile precej, bi človek rekel, neprimerljive s tem, kar imamo danes. Maksimalni doseg je bil 72 ur, pa še to si jih dobil 12 ur po tistem, ko so bile izračunane. Podatki so se prenašali po teleprinterju in imeli smo meteorološkega tehnika, ki je potem te dolge trakove teleprinterske iz njih vnašal podatke na zemljevid Evrope, narisal to in potem si dobil to karto in si jo moral seveda na roke zanalizirati, pogledati, kje so vremenske fronte, kje so padavine, kje je padec, kje je porast zračnega tlaka, kakšni so bili pojavi, primerjal s prejšnjimi kartami, kakšen je premik teh sistemov vremenskih, tudi višinske karte, so na voljo samo 3 in tudi te si moral na roko pač zrisati. Spominjam se, kako so me kolegi učili, kako se zriše ta karta in bil je kolega Weisbacher, ki je vedno rekel, on je bil taka bolj umetniška duša, glasbenik tudi, in je rekel, karta mora biti lepa. Samo lepa karta je pravilna karta. Zakaj lepa karta? Ker nikoli ni v ozračju tako, da bi se delec zraka gibal tako, pa tako, pa tako, ampak se vedno giblje zvezno, gladko. Na lepo v bistvu, ja. Ne? Zdaj,
po študiju ste se že takoj zaposlili v agenciji? Ja, takoj mislim, da sem bila v službi že nekih 14 dni po diplomi opravljeni, po zagovoru diplome. Pač slučajno takrat se je to nekako zložilo na način, da sem lahko prišla v službo. V tistem času ni bilo ravno lahko dobiti službe kot meteorolog. Moram pa reči, da sem si najprej želela in pričakovala, da se bo v Kopru, se mogoče to zelo dobro, da se ni zgodilo, da bodo odprli neko rafinerijo in da bodo tam potrebovali nekega ekologa. In da bom pač seveda ostala v Kopru oziroma se vrnila iz študija v Ljubljani nazaj v svoje rodno mesto v Koper. No, potem iz tega ni bilo nič, pa naj bi se celo odprl nek pomorski center takrat na obali, pa tudi iz tega ni bilo nič. In potem, ko sem razmišljala, kaj ne naredim, ja, zelo dobro je, da naredim pripravništvo. Potem bom pa seveda čez toliko mesecev spet razmišljala, kaj in kako. Dobila sem pač pripravništvo na tedanjem hidrometeorološkem zavodu, se tam pač zaposlila za pripravništvo. Potem sem se pa kar dobro ujela z ekipo, s sodelavci. Takrat nas je bilo še precej manj, kot nas je danes, in bilo mi je prijetno, zanimivo. Pa sem rekla, ostanem tu. Lepo, in dejansko se mi zdi, da takrat so, lahko rečem, da to res bili drugačni časi, če primerjava recimo zdaj z mladimi. Danes se mi zdi, da je zelo malo takšnih, da si najdejo prvo zaposlitev in potem ostanejo v tem podjetju ali pa v tej zaposlitvi, ne vem, naslednjih 20-30 let. Se mi zdi, da je ta dinamika danes povsem drugačna, kot je bila v vaših časih takrat. Ja, razmere so drugačne, možnosti za zaposlitev je veliko več. Res pa je, da sem si jaz želela ostati v svoji stroki, to, kar sem študirala. Veliko mojih kolegov je šlo recimo v prosveto ali pa v čisto informatiko. Tako da mogoče nas je bila 1/3, ki smo ostali dejansko v meteorologiji. Glede na to, da je meteorologija nekaj, kar je del vašega življenja zagotovo, kako pa vpliva na vaše življenje dejstvo, da o tem res veliko veste? To pomeni, da res natančno vse analizirate prej, predno greste na kakšen izlet, točno veste, kakšno bo vreme, kaj lahko pričakujete na, ne vem, dopustu? Seveda pogledaš, kakšno je običajno vreme tam, pogledaš, kaj se pričakuje. Vsak dan zjutraj pogledaš, kaj te bo čakalo tisti dan. Mogoče, če si nekje daleč stran od doma, tudi primerjaš različne napovedi, ker vemo, da so lahko precejšnje razlike pri tem. Ampak, da bi se pa res pretirano obremenjevala s tem, bi pa rekla, da ne. Tako mimogrede seveda opazuješ, kaj se dogaja na nebu, kako se spreminja veter in to, ampak to bolj podzavestno, kot pa, da bi se dejansko osredotočila na to. Na te stvari, ne. Zdaj, zdi se mi, da v zadnjem času, morda je to samo moj občutek, ampak da res veliko več poslušamo tudi iz raznih informativnih oddaj, opozorila v smislu, pripravite se, lahko pride kakšno neurje, sploh recimo zdaj v tem poletnem času, kakšni v Istri kempi in tako naprej. Se mi zdi, da zaradi izkušenj preteklih let, da smo morda ljudje bolj previdni pri teh stvareh, kot smo bili nekoč. Je to zato, ker nekoč tako groznih neurij, neviht ni bilo, ali je to zato, ker dejansko smo bolj ozaveščeni? Mislim, da so mogoče trije vzroki za to. Prvi vzrok je to, da je teh neurij več, kot jih je bilo v preteklosti. Drugič, imamo več imetja, kjer nas lahko stvari prizadenejo. In pa seveda, bi rekla, tudi ta ozaveščenost mediji
veliko prinesejo k temu, da so ljudje bolj pozorni. In seveda s tem tudi mi si prizadevamo, da bi ljudje bolj poslušali te stvari, da bi bili bolj pozorni na to. Želimo, da bi to. Konec koncev, če imaš neko napoved, bo neurje, možnost neurja je, vsaj neke določene stvari lahko pospraviš, nekaj malega lahko ukreneš, lahko se poiščeš zavetje, da te ravno ne preseneti. Konec koncev, danes imamo toliko tehnoloških možnosti, toliko komunikacijskih kanalov, da reči, da nas je nekaj presenetilo popolnoma, je že kar malce težko, ne? Ja, pa sej morda se tega izraza res ne, bom rekla, da ga morda ne zaznavamo iz strani medijev, a ne, ampak ja, so pa še vedno določeni posamezniki, ki rečejo, kar naenkrat, ne, sploh noben ni nič rekel, pa je prišel veter, pa je vse podrl. Tega pa še vedno kar pogosto lahko slišimo, ne, takšnih izjav. Seveda, zaradi tega, ker so ta lokalna neurja, lokalno zelo omejena, tudi časovno. In pri vsej tehnologiji, pri vseh podatkih, pri vseh možnostih, ki jih imamo, še vedno ne moremo točno reči. Točno tam bo, to vas bo prizadelo, ta del vasi bo prizadelo ob tej in tej uri. Ne. Lahko se reče, je možnost, bo možno. Pričakuje se in tako, ne? V časovnem intervalu bodite pozorni. Ne moreš pa reči, točno tlele bo to in to. Ja, ker ta krajevna se mi zdijo res, zdaj jaz mogoče res malo iz lastne izkušnje to gledam v poletnem času v Istri, a ne, tam dejansko se lahko za Istro napove, pa je lahko v sosednjem kraju ne, cel rock and roll po domače povedano, pri nas pa je šlo mimo, recimo, ne, in ta krajevna so, tudi občutek je kdaj močnejša, kot pa tista, ki pridejo in ne vem, je res neko deževje, ne, ta silovita neurja, ki pridejo, so hitra, pa veliko škode se lahko naredi, ne. Drži, pa tudi, primer toče. Toča se navadno pojavi v nekem razmeroma ozkem pasu in da bi to lahko napovedali vnaprej točno. Tako daleč še nismo pa. Mogoče pa bomo kdaj. Kako pogosto pa vas prijatelji, znanci ali pa kar tako mimoidoči na ulici, ko vas pozdravijo, vprašajo, a bomo imeli lepo vreme? Mislim, da je to bolj retorično vprašanje. Ja. Na ta način ti dajo vedeti, vem, kdo si. Kam pašete. Zdravo, vem, kdo si, jaz te poznam. Mislim, prepoznam, ne? Ja, ker zdi se mi, da spomnim se še časov, ko sem recimo na radiju, ko imaš o polni uri pa ob pol, ne, ko bereš tudi vreme, ja. Kokrat se mi je zgodilo, da sem prebirala, 5 ur vremensko napoved in ko sem šla iz službe, sem sama sebe vprašala, kakšno pa bo vreme, a ne, ker si toliko noter v tistem tekstu, da sploh v bistvu ne dojameš čisto dobro, kaj si res napovedoval, ne, ali pa me je potem kdo popoldne vprašal, kakšno bo pa jutri, kaj vreme, to pa ne vem čist, pa si v bistvu praktično celo dopoldne o tem govoril, ne, vam se to zagotovo ne zgodi, ker napovedovati ali pa prebirati vremensko napoved ali pa jo ustvarjati je nekaj povsem drugačnega, ne. Ja. Lažje v bistvu jo tudi interpretiraš, če razumeš, kaj je v ozadju. In to se zdaj v teh časih lahko tudi zelo opazi pri mogoče mlajših kolegih ali pa bom rekla pri medijih, kjer vreme ne napovedujejo nujno tudi meteorologi, ne. Danes imamo določene recimo informativne oddaje, radijske postaje, kjer praktično vsak, ki ima stik z mikrofonom, z etrom, že lahko pripravi neko vremensko napoved, jo prebere in tako naprej. Pa vendarle se lahko opazi razliko. To, kar ste zdaj, se mi zdi, je super, to, da ste izpostavili, ne. Če stvar tudi razumeš, jo boš verjetno popolnoma drugače tudi interpretiral. Koliko ste vi kritični do takšnih napovedovalcev vremena, če lahko tako rečem? Mislim, da je to odločitev urednikov. In če si želijo nekoga, ki je dober komunikator, ki
je dobro videti in zna stvari lepo povedati, razumljivo povedati in ima v ozadju nekoga, ki se spozna na vreme in mu pripravi to vsebino, ki jo potem ta, ki podaja informacijo javnosti, samo nekoliko preoblikuje in na prijaznejši način pove, potem mislim, da s tem ni nič narobe. Zato, ker pri nas še vedno nismo na tem nivoju, kot so recimo kolegi v Združenih državah Amerike, kjer dejansko so oni tisti, ki jih vedno so pravzaprav v živo zraven, so res sestavni del informacij, torej novic, in jih tudi vprašajo za komentar in imajo neko interakcijo skupaj z novinarjem, ki pojasnijo še malce kakšno zanimivost, bi rekla. Pri nas, vsaj kolikor jaz poznam slovenske medije, pa večinoma v Evropi je precej podobno, je vremenska napoved omejena časovno, zelo skrčena. No, recimo Pop TV ima precej več časa, kot pa imamo recimo mi na nacionalni televiziji. Na nacionalni televiziji moramo biti zelo, zelo skopi z informacijo, zgoščena mora biti, dejansko ni časa za neke dodatna pojasnila ali pa kakšno zanimivost. Če je potrebno kakšno dodatno pojasnilo, potem je to vključeno v dnevnik recimo. In mislim, da je morda škoda, da pri nas ni tega, malo več te interakcije, malo več takrat, ko je to potrebno. Sej, če je ves dan sončno vreme, se ne spreminja iz dneva v dan, potem pač že moraš res iskati zanimivosti, kaj boš dodatno povedal, kaj bo še pritegnilo. Ampak kako pa vreme vpliva na človeka, pa vedno lahko dodamo, ne? To navadno počnem jaz. Ja. Zadnja leta so to nekako privzele tudi kolegice. Pri kolegih pa tega enostavno ne opazim, ker se jim morda ne zdi to dovolj pomembno, dovolj informacija, ki bi jo potem oni delili, raje izberejo druge teme. Ampak to je pa potem tudi v bistvu stvar posameznika in tudi ta razlika med vami konec koncev, ne? Seveda. Takrat, ko sem začela nastopati na televiziji, sem si predvsem želela, da prinesem ta del informacije, torej kako vpliva vreme na ljudi, v vremensko napoved, kot sestavni del vremenske napovedi. In sem rekla, to je pa moj del. Kasneje, v zadnjih letih, v bistvu se vidim bolj kot morda, bi rekla, neke vrste advokat za to. Glejte, tudi starejše ženske smo lahko urejene, smo lahko še vedno na svoj način privlačne, tudi če je naš obraz zguban, tudi če nismo več tako sveže in ne kipimo več od mladosti. Glejte, še vedno smo tu, še vedno smo del družbe, še vedno lahko prinesemo k družbi. Res pa je seveda, da ekran starih žensk res nima rad. No, ampak še vseeno pa je tukaj tista energija, ki jo človek oddaja in ki lahko pri gledalcih je ali nekaj, kar te pritegne, ali pa nekaj, kar ti morda ni všeč, pa še sam čisto dobro ne veš. In ta energija, biti všečen gledalcem je zagotovo nekaj, kar ste imeli vsa ta leta in imate še vedno, ker jaz mislim, da ga ni gospodinjstva, ki ne bi gospod Tanjo poznal po vremenski napovedi. Energija je, seveda, je pomembna. Ampak na te stvari pač imamo različne poglede. Nekaterim je pomembna energija in ni pomembno, če imaš par gub več. Nekatere pa moti tistih par gub več, pa je energija popolnoma nepomembna. Te stvari so zelo različne. Druga stvar, kar je, danes mladi ljudje spremljajo vreme na telefonu, ne več na televiziji.
Redko kakšen je, da bi pogledal zvečer informativno oddajo, zato da bo zasledil, kakšna bo vremenska napoved. Ne? Ja, tudi mislim, da mladi ne spremljajo toliko politike in potem seveda, ker je vreme sestavni del novic, informativnih oddaj, potem pač ne gledajo tle. In po drugi strani splet jim lahko da veliko več informacij, tudi bolj podrobne, kot jih uspemo mi podati v tisti 50 sekundah ali pa največ 2 minutah. Zdaj, ko sva že pri televiziji, ko sva pri RTV-ju, kdaj je prišla potem pri vas kako sploh to dejansko res poteka? Na agenciji potem se določi ali izrazi željo, v smislu mene pa bi zanimalo tudi delo na televiziji. Kako gre ta preplet? Kdaj se je to pri vas zgodilo? Pri meni osebno. Jaz sem še nekako skoraj da začetnik. Gospod Trontelj je šel na dopust, pa se je nujno rabilo nekoga. Aha, menjavo. Praktično so me vrgli v globoko vodo, ker ni bilo dobro. Danes se poskrbi za vse mlade kolege, da grejo čez temeljit trening, da jih temeljito pripravijo. Jaz sem pa nekako se znašla sredi globoke vode, brez pravzaprav poznavanja. Studija, kamer in podobno. Je seveda. Komunikacija, vsak medij ima svoje zakonitosti. In če hočeš biti dober, moraš poznati zakonitosti tega medija. Če ne poznaš zakonitosti tega medija, si boss. Revež. Pa se spomnite prvega dne, snemalnega dne? Ja. Ste spali tisto noč prej? Ja, pravzaprav se niti nisem prav zavedala, v kaj se podajam. Niste čutili kakšne hude treme prej? Prej ne. Tam pa? Ne, pravzaprav potem. Aha, ko je bilo že mimo. Potem, ko se je zgrnil ves plas in kritik in dobro in zlonamernih pripomb, pa na začetku nisem znala ločiti med dobro pa zlonamernimi, ne. Kako ste se takrat spopadali res recimo s takšnimi komentarji? Zdaj, to so bili spet drugi časi, takrat ni bilo tega, da bi vam ljudje lahko na Facebooku in Instagramu pošiljali kakšna takšna sporočila. Takrat verjetno so ta mnenja prišla bolj s kolegov iz hodnikov ali tudi od zunaj? Vse, od povsod. Dejansko od povsod. Pa stvar je bila še tako, ne. Medtem ko danes vremensko napoved posnamemo, zato ker je tudi tehnološko tako zelo zahtevna, je takrat šla zadeva v živo in ni bilo možnosti popravljanja. Torej bila še bolj nekje, bi rekla, lahko stresna zadeva. Mene je najbolj povozilo to, ker sem bila prepričana, da moramo upoštevati vse pripombe. Da moram ugajati naenkrat vsem. Popolnoma narobe. Za nekaj časa sem celo izgubila sebe, ker sem mislila, da moram pa res vsem ugajati. In ko ti rečejo, lej, to je narobe, to je narobe, to je narobe, to je narobe, ne dobiš pa te informacije, kako preseči to. Si malce izgubljen. Seveda, ker je samo komentar, kaj ni dobro, ne pa kako naredi, da bo dobro. Ne? Ja. Ni teh usmeritev verjetno bilo. Ja, pa tudi samega medija nisem poznala. Moja krivda, da sem se sploh spustila v to, dokler zadeve nisem poznala. Kdaj pa je potem postalo lažje? Lažje je postalo tisti trenutek, ko sem se res uspela prepričati, lej, to si ti. Vsem ne moreš ustreči, vsem ne boš nikoli všeč. Ljudje imajo zelo širok spekter tega, kaj si želijo, da bodo dobili od vremenske napovedi.
nimaš časa, nimaš sposobnosti, da bi ustregla v sen. Poskusi narediti to, kar je v tvoji moči. Trudi se, poskušaj z raznimi glasovnimi vajami, izboljšaj svoj glas, poglej, kako se giblješ, poskušaj obleko prilagoditi temu, da bo primerna za ekran. Poskušaj pogledati, kje je. Nauči se, kaj je dejansko medij, kaj je televizija, kaj na televiziji dobro deluje, kaj ne deluje dobro, ker to je drugače, kot je v živem življenju. Na cesti je to popolnoma drugačna komunikacija in sprijazni se s tem, da imaš zelo omejen čas, da imaš zelo omejen prostor. Vse to. In da mogoče ni katastrofa in ni konec sveta, če še vedno malce povlečeš kakšen vokal po svoje. No. Malo narečno mogoče celo, ne? Ja. Zdaj, omenili ste, a ne, da je zelo pomembno, oziroma da ste se vmes morda celo mečkano izgubili, ker ste želeli ugajati. In to mi je bila ena taka iztočnica, da vas vprašam, se vam zdi, da je ženskam v medijskem prostoru težje kot gospodom, kar se teh stvari tiče? Da. Veliko težje je bilo pred leti, danes je to mogoče malce manj izrazito, ampak še vedno, ja, ženska je bolj pod drobnogledom. Pri ženski bomo še vedno opazili, kako je počesana, še vedno bomo gledali, kakšen make-up ima, je dober, je premočen, je preslab, zakaj pa ni naličena in ta obleka ji pa res ne laska njeni postavi, pa kako je lahko to oblekla, in tako naprej. Tipični komentarji, ne? Še vedno, pa tudi, če ni komentar, v bistvu mislim, da ljudje to še vedno vsaj podzavestno zaznajo. Ja, in da se še vedno gre za to podzavestno ocenjevanje, ne? Ja. Mogoče tudi malo nehote v resnici, ne? Da bi se zdaj res želeli s tem ukvarjati, ampak ko vidiš podobo na ekranu, kot da bi takoj dejansko pomislil na te stvari, ne? Pri fantu te morda ne zmoti, če ima malce predolge rokave, pri ženski te pa ne. Čeprav priznam pa, da pri gospodih, pri fantih pa vedno opazim, pa to tudi vem, da ni prav, predolge hlače. Predolge hlače pa vedno opazim in to je pa vedno pol moj komentar, ker si mislim, a pa mu niso mogli malo skrajšati tehle hlača, ne? Ampak to se mi zdi, da ima vsak od nas kakšno tako stvar, ki jo opazimo. Je pa res, zato sem vas tudi to vprašala, da se mi zdi, da smo ženske vseeno malce bolj podvržene točno tem, kar ste zdaj, a ne, povedali. Ta izgled, kako izgledamo, tudi konec koncev, kako se obnašamo pred kamero, se mi zdi, da pri moških napovedovalcih kakšna stvar gre lažje skozi ali pa jo morda sploh ne opazijo, medtem ko pri ženskah je pa to nedopustno, recimo, ne? Kakšne so tiste največje razlike, ki ste jih vi v vseh teh letih recimo opazili? So bili kakšni kiksi vmes, za katere se tako spomnite, tole je pa takrat res šlo narobe? Seveda, gotovo jih je bilo, ampak če gre nekaj narobe, potem si poskušam zapomniti, kako to izboljšati, ne pa samega tistega, kaj je bilo narobe. To je nekako tisti pristop, varovalni pristop zame, da se pretirano ne obremenjujem in ne premlevam, kaj je bilo narobe. Moram ugotoviti, kaj je bilo narobe, zakaj je bilo narobe, in pa potem se fokusirati, kako se temu v prihodnje izogniti. Da je bolj v bistvu neka šola iz tega, ne, kot pa sekiranje na dolgi rok. Ja, točno to. Kako ste se pa potem, ko ste se mečkano bolj že sprostili, ko ste našli neko svojo pot, kako ste se pa potem spopadali z vso to prepoznavnostjo, ker vseeno delati tudi na televiziji je drugače, kot če bi bili samo v agenciji takrat, ne? Ja. Včasih ti trgovka v trgovini da s kakšno besedico vedeti, da te prepozna, včasih nekdo na cesti.
Ampak to je zelo simpatično. Zame to ni obremenilno. Pač veš, ljudje pač vejo, to si ti. Pri nas nekega zvezdništva, roko na srce, ni. Slovenija je premajhna za to. Zvezda, recimo, je morda včasih bil Stojan Auer, pa mogoče Miša Molk, pa Mario Galunič, recimo, Loredana Flego. To so recimo pač zvezde. Ampak da bi pa res imeli nekoga zelo zvezdo. Kakšna zvezda pa si, ko greš v trgovino in kupiš hrano za večerjo? No, lepo prosim, mi nimamo tega zvezdništva. Recimo, tako kot pred desetletji, ko sem še hodila na ta srečanja mednarodna, recimo Američani so imeli kar res take zvezde med napovedovalci vremena ali pa Francozi, pa ne samo kot meteorologi, tudi osebe, ki so samo podajale vreme, ampak so ga znale res zelo dobro in so bile zelo prepoznavne potem. To so bile res zvezde. To so bile zvezde. Vas pa nikoli v tem času ni zamikalo, da bi recimo iz nacionalne televizije naredili premik na kakšno komercialno televizijo ali pa zamenjali medij? Ne vem. Mogoče niti ni bilo take priložnosti. Kolega Trontelj se je odločil, da je zapustil nacionalno televizijo in šel na Pop TV, zato ker so mu pač ponudili poseben aranžma in pač seveda ga posebej izpostavili. Ampak morda se niti nisem nikoli želela take posebne pozornosti. Mogoče je to bolj moški ego, ki si želi nekaj takega. Ko govoriva o televiziji in o tem, da ljudje opazijo pri ženskah, kako smo urejene, kakšen imamo make-up in tako naprej, mislim, da lahko rečem, da veliko žen doma je zvečer, ko je gledalo vaš nastop na televiziji, komentiralo, kako ima lepo obleko, takšno bi pa tudi jaz imela. Majčkeno lahko rečem, da ste bili ali pa da ste še vedno znani tudi po tem, da ste vedno bili zelo lepo urejeni in da veliko oblačil, ki ste jih nosili pred kamero, so v resnici tudi vaša oblačila oziroma da ste sami vse to uspešno kombinirali in tako, kar tudi mora človek kar imeti mal dar za te stvari. Moje prepričanje je, da se moram v obleki dobro počutiti. In prepričana sem, da se dobro počutiš v obleki, ki je krojena po tvojem telesu oziroma pristaja tvojemu telesu. In zato si tudi vedno izbiram take obleke, ki nekako poudarijo postavo in pa so seveda tudi udobne. Ne pa, da se počutiš, kot da si bi človek rekel, škatlici. Ne, obleka mora biti mehka, mora slediti tvojemu telesu. Obleka je druga koža. Dejansko. In kot sem že prej rekla, želela sem tudi moji generaciji pokazati, poglejte, gospe, lahko ste urejene, lahko ste lepe, še vedno privlačne, tudi če ste že malce zgubane, tako kot sem jaz. Pa se vam zdi, da je med vašo generacijo tega zavedanja med ženskami dovolj? Ali bi ga lahko bilo več? Se vam zdi, da se še vseeno ženske, ko pridejo v neka zrela leta, preveč prepustijo tem zrelim letom v smislu, se zdaj pa ne potrebujem več. Ker konec koncev ta urejenost, v prvi vrsti to zaradi sebe tudi naredimo, ne? Zaradi našega počutja, ne samo in zgolj zaradi okolice. Ja, seveda to delamo zaradi sebe, v prvi vrsti, mogoče tudi zaradi spoštovanja do okolice. No, ko sem začela hoditi na televizijo, so mi rekli, poglej, ti prihajaš vsak večer v dnevno sobo k ljudem. Prihajaš na obisk k njim.
bodi spoštljiva do njih, torej se lepo uredi. Pomembno je, ko ti prideš na obisk nekomu, a prideš v trenirki ali se lepo oblečeš za to, da izkažeš neke vrste spoštovanje do svoje okolice. In poleg tega moja mama je imela zelo rada lepe obleke, pa sva veliko stvari včasih tudi predelali. Včasih so bili materiali še bolj kakovostni, pa se je dalo še marsikaj 2-krat, 3-krat tudi kakšno stvar predelati. Kajti Se pravi, tudi šivanje del vašega življenja oziroma strast? Kot dijakinja sem šla čez vse šiviljske tečaje, tako da še vedno kakšno obleko znam malce popraviti, tako da mi lepše pristaja in da je bolj po mojem okusu. Čeprav pač kupujem konfekcijo za zadnje leta, pač ne šivam več sama, včasih sem šivala. Imela sem obdobje, ko sem šivala kompletno vse sama zase, od plaščev do jaken in oblek in tako naprej. Danes si tega časa ne vzamem več, pa tudi časi so drugačni. Včasih ni bilo take ponudbe, kot je recimo danes. In to mi je nekako ostalo še vedno v krvi. Radi nakupujete? Rada si grem ogledati stvari po trgovinah. Mislim pa, da imam dovolj oblek do svoje smrti. Da ne potrebujete več novih. Pa roko na srce, marsikaj pri sedanji hitri modi mi ni več všeč. Kako bi pa potem ocenili te mlade, ki so danes bolj kot ne, ki imajo svoj vrsten stil, bom temu tako rekla, trenirka, bele visoke nogavice, natikači in podobno. Tega se mi zdi, da v zadnjem času lahko po centru Ljubljane kar veliko opazimo. Če se dobro počutijo v tem, če mislijo, da je to pač v njihovem okolju, v njihovi sredini sprejemljivo ali pa celo moderno, potem pač je to. Zakaj ne, ne? Ja. Zdaj, ko sva ravno še pri tudi televiziji, kako je zdaj z vašim časom, glede na to, da ste rekli, zdaj tega časa nimam več. Človek bi pričakoval, da ko se približuje penzija, ko gre človek v pokoj, da bo tega časa več. Ampak ponavadi potem rečejo, da ni tako. Da je tega časa veliko manj. Jaz imam Slovensko meteorološko društvo, Evropsko meteorološko zvezo, Evropsko fundacijo Tromp Foundation za promocijo biometeorologije, potem še Ameriško meteorološko društvo, tako da sem polno angažirana v vseh teh zadevah in moram reči, da me to navdaja z to energijo in voljo še vztrajati, da sem aktivna. Kajti narediš nekaj, vidiš zadovoljstvo teh mladih kolegov, ki jim omogočiš, naprimer to, da pridejo na konferenco, da predstavijo svoje delo, da jih morda povežeš v neko drugo skupnost, da povezuješ kolege mednarodno. Se mi zdi super. In tudi veliko mentorirate? Na tem mednarodnem nivoju da, v Sloveniji pa ne. Morda zato, ker imam malce specifičen značaj, pa moji predpostavljeni niso bili nikoli ravno navdušeni, da bi mentorirala mlade. Kaj pomeni to specifičen značaj? Zdaj pa moram večkrat pobrskati to notri. Kako bi opisali svoj značaj? Mogoče sem malce samosvoja. V kakšnem smislu? Da ne sprejmem kar tako tega, kar nekdo reče ali pa hoče odločati v mojem imenu. Mislim, da mi grejo vsi lasje pokonci takrat, ko si nekdo jemlje pravico nekaj odločati v mojem imenu. Posebej, če nima pristojnosti za to. Dobro, pa tukaj zdaj še ne najdem čisto dobro povezavo s samim mentoriranjem, kje bi tukaj lahko bilo težavno. Bi zase rekli, da ste strogi? Do neke mere da. Do neke mere da. Mislim, da mora biti pri delu nek red, neka disciplina.
da se mora človek držati rokov, da mora biti korekten. Če je nekaj narobe, moraš to priznati, da je narobe in poskušati popraviti, če se da. Vedno se ne da, ampak. In moraš biti tudi dovolj kritičen do svojih rezultatov, da jih znaš umestiti nekam. Zdaj, ko vas poslušam, ko to naštevate, bi rekla, da je to zgolj nekaj, kar je morda, kar so osnovne vrline dobrega dela, ne pa toliko strogost. Ne. Zdi se mi, da morda res zdaj v teh časih tega malce primanjkuje, oziroma da bi mladi vse na hitro, pa takoj, pa brez potrpežljivosti, predvsem pa brez tega, kar ste zelo dobro rekli, ko nekaj narediš narobe, priznaj in popravi, če se da. Danes je pa zelo veliko tega prelaganja, ne? Nisem bil jaz, pa se jaz sem mislil, da je to tako, pa on ni naredil tega in tako naprej. Ja. Pač časi se spreminjajo, ne? Nekateri postajamo z svojimi pogledi, s svojimi vrednotami malce dinozavri. Pa se vam zdi, da ste v življenju zaradi tega, ker ste bili, kako ste prej rekli, malo samosvoja, Ja. Imeli manj ljudi, manj tistih pristnih prijateljev okoli sebe, ali so bili vseeno ljudje radi z vami? Prijateljev sem imela pač dovolj. Moram reči, da nisem nikoli iskala izredno širokega kroga, ampak tisti prijatelji, ki so bili, tisti so pa res bili dobri prijatelji in na njih sem se vedno lahko zanesla. In verjetno še vedno tudi, Ja. ne? Zdaj, omenili ste, da je ta, kako ste rekli, da se je treba znati tudi postaviti na mesto. Ja. A ne, se pravi, po svojih sposobnostih in verjetno tudi po nekih, mogoče lahko rečeva kaj, ne samo sposobnostih, ampak tudi verjetno po tem nekem nazivu, ki ga človek ima. Ne, nazivi mi niso bili nikoli posebej pomembni. Aha, no, to me zanima. Sama pozicija, ki jo nekdo ima, ali pa sam naziv še ne pomeni, da je zaradi tega toliko boljši človek od nekoga, ki tega naziva nima. Ali pa da je zaradi tega toliko bolj inteligenten ali pa toliko boljši človek. Sploh ta intelekt ni nujno povezan tudi s čustveno inteligenco, ne? Natančno tako. Zdaj pa, če greva majčkeno stran, od teh tem bi vas vprašala, ampak vas kot Tanjo, kaj pravite glede podnebnih sprememb? Kaj se bojite za naprej, se ne bojite? Pa če dava zdaj morda stran dejstvo, da ste meteorologinja, če ste samo ljubiteljica narave. Ja, niso samo podnebne spremembe. Imamo kar precej problemov, ki se nanašajo na naravo. Grdo delamo z naravo ljudje. Recimo odpadki. To je stvar, ki bi se dala razmeroma preprosto rešiti, pa se pravzaprav ne premaknemo nikamor v svetovnem merilu. Kakšna država ja, kakšna ne. Še vedno je ocean, predvsem Tihi ocean, poln tiste plastike, kar cel otok, ogromen otok plastike, odpadkov, ki so se nabrali tam in plavajo. Onesnaženje, to izguba biotske raznovrstnosti. Kako se ljudje s svojo urbanizacijo širimo in jemljemo življenjski prostor drugim živim bitjem, rastlinam in živalim. Tako da mislim, da so trije glavni veliki problemi: odpadki, izguba biotske raznovrstnosti in podnebne spremembe. In mislim, da so vsi trije enako pomembni. Vsaj, če gledam iz svojega vidika. Pri podnebnih spremembah pa nekako malce zamerim politikom, da so ves čas izpostavljali, moramo zmanjševati izpuste toplogrednih plinov, in na začetku sploh niso omenjali prilagajanja. Šele zadnje čase se nekako to prilagajanje
počasi prihaja na to politično agendo, da ne govorimo o nevladnikih, ki praktično so vztrajali in še vedno večinoma vztrajajo samo na zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, prilagajanje, to je nekaj tam tako, ni res. Pa ne bom zmanjševala potrebe, pa nujnosti tega, da se zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov. Jasno, to je zelo pomembno, ampak enako pomembno je prilagajanje na podnebne spremembe. Ne pomaga prav nič, če mi v Sloveniji danes ali pa tudi v Evropi prenehamo z vsemi izpusti toplogrednih plinov. Naši izpusti, evropski, v svetovnem merilu pomenijo od 5 do 6%. Ozračje je pa eno. Torej je pomembno, kaj celoten svet počne. In zaenkrat naraščanje vsebnosti toplogrednih plinov v ozračju še ne kaže, da bi se ustavilo. Kaj šele, da bi začelo upadati. Torej, nujno je, da se mi tudi prilagajamo na te nove razmere. Poglejte, naše podnebje je recimo tam nekje odvisno od letnega časa, od 2 do 3 stopinje toplejše, kot je bilo recimo v moji mladosti. Če pogledava današnji dan, a je danes temperatura 28 ali 31, pravzaprav ne bo neke velike razlike. Ampak če je to podnebje, če je to osnova, na katero se nalaga ta dnevna variabilnost, je to zelo pomembno. Zelo pomembno je to, da imamo vedno manj snežne odeje po nižinah. Spomladi sploh praktično, marsikatera zima pa mine mogoče z malce, da poprši sneg po nižinah, to pa je tudi to. Vpliva to seveda potem na čuda stvari, od ozimne pridelke do vodnih zalog, do tega počasnega spuščanja, do vodnega režima iz snežnega v dežnega in tako naprej. Cel kup teh stvari je. In poleti ta nastanek te hitre suše, zaradi tega, ker je več sončnega vremena, zaradi tega, ker je temperatura toliko višja, ob vročem dnevu izhlapi iz površine zemeljske približno 7 mm vode, če je na razpolago. To se pravi, da ta voda tudi, ki pade, prvič, če so tla izsušena, kar odteče, ker je izsušena tla, ne morejo vpiti. Druga stvar je pa, da seveda zelo hitro potem izhlapi in smo takoj v tisti zelo hitri suši. In če so tla sušna, potem se tudi vsa energija sončnega sevanja zelo hitro pretvori v to občutno toploto, torej v višjo temperaturo. In smo pri vročinskih valovih. Vročinski valovi pa seveda najprej jih povezujemo s počutjem ljudi, z ogroženostjo bolnikov, starejših, otrok in tako naprej. Ampak vročinski valovi vplivajo seveda na pridelek, na gozdove, na širjenje insektov, na širjenje bolezni, na poparljivost hrane, na širjenje tistih bolezni tudi prek vode, na vdor raznih tujerodnih vrst, ki se potem zelo dobro počutijo v našem spremenjenem okolju. Da ne govorimo o porabi električne energije za hlajenje, da ne govorimo o seveda infrastrukturi, ki je obremenjena s temi višjimi temperaturami, ko se raztezajo tračnice, ko se asfalt skoraj da mehča zaradi teh visokih temperatur. Cel kup je teh različnih vidikov, kako potem ti vročinski valovi vplivajo na naše življenje. Ja, da bi se človek, ko vas takole poslušam, se zamislimo, ne? Ker še vseeno se mi zdi, da je prepogosto mnenje ljudi, saj kaj pa jaz kot en posameznik lahko spremenim, naredim, ne? Ampak če bomo vsi tako razmišljali, potem našemu planetu zagotovo ne bomo delali prav nič dobrega. Tu bi morda dodala še to.
Mislim, da je povsem napačno to, da se vzbuja pri mladi generaciji nek občutek nemoči. Mlado generacijo je potrebno spodbujati. Poslušajte, študirajte, izobražujte se, poskušajte iskati rešitve, kako bomo prišli nasproti našemu planetu, pomagali s tem, da bomo ohranili dostojno raven našega življenja, istočasno pa pomagali tudi planetu. Vzbujanje pa samo nekega občutka nemoči in resigniranosti, vdanosti v usodo, saj nimamo prihodnosti. Mislim, da je to popolnoma napačno. Ja, in da dejansko, čeprav moram tako zdaj, ko razmišljam, se mi zdi, da tudi po šolah, pri mlajših generacijah, sploh ta prvi, drugi, tretji razred, ta prva triada, se mi zdi, da so zelo ozaveščeni oziroma da se zelo veliko dela na tem, ker vem, kolikokrat kakšen komentar slišim doma od 7-letne hčere, pa so to lahko osnovne stvari, kot mami hitro zapri pipo, ne rabi voda teči in tako. Kar se mi zdi pa zelo pohvalno in dobro, zato ker se iz svojih časov osnovne šole ne spominjam tega, da bi bili tako veliki poudarki. Ja. Sem pa majčkeno že pozabila, mogoče tudi to. No, v mojih letih pač seveda ni bilo teh poudarkov, smo pa zelo pazljivo ravnali z vsemi resursi, ki smo jih imeli. Zaradi tega, ker so bili omejeni, ker ni bilo take ponudbe, kot je danes. Tudi naša kupna moč je bila neprimerljivo bolj šibka, kot je danes. Te stvari nekako niso primerljive. Morda je šla naša družba v nekem določenem obdobju v napačno smer, s tem, mi imamo zdaj tehnološki razvoj, lahko si privoščimo to, naenkrat so postale naše police v trgovinah polne vsega, na izbiro. V moji mladosti je bil en jogurt v steklenem kozarčku in tisti kozarček si moral umiti in ga nesti nazaj in si spet kupil samo tisti en jogurt, brez nekih možnosti, ne vem kakšnih okusov, ne vem kakšnih različnih ponudnikov in ne vem česa vsega. Danes prideš in se znajdeš pred polico, ko skoraj da ne veš, kaj bi izbral. In ravno jogurti se mi zdijo res tak dober primer, ker jih je danes res cela vrsta in si res lahko kot potrošnik majčkeno zbegan, kaj ne pa zdaj vzamem, ker je prevelika ponudba. Se vam kdaj kolca po tistih časih? Ne zaradi tega, ker vem, da smo bili takrat zelo omejeni. Se lahko rečemo, da so bili to neki taki romantični časi, ko je še gospa s svojim osličkom prinesla mleko, pa smo s kanglico šli po tisto mleko, pa ga potem doma skuhali in tako naprej. In se spomnim tiste smetane, debele na tistem mleku in kako sem imela rada tisto smetano. Ampak ne bi se vrnila nazaj v tisti čas. Mislim pa, da moramo v sedanjem času ponovno razmisliti o tem, kako delamo z resursi, ki jih imamo na voljo. In morda še to, mene je malce te ponižnosti do narave izučil tudi poklic. Predvsem v tistem začetnem obdobju, ko je bilo še zelo malo orodij. In si vedno tekmoval za naravo. A bom jaz s temi omejenimi podatki sposoben predvideti, kaj se bo zgodilo v naravi? A bo jutri dež, kdaj bo dež ali ne? Pa je velikokrat narava šla po svoje in te prizemljila. In nekaj tega mi je ostalo še vedno.
moraš biti malce do narave ponižen, ne. Se verjetno bi, jaz nisem nek hribolazec, ampak verjetno alpinisti bi tudi potrdili, do gore moraš biti ponižen, ne. Ne smeš biti, to sem jaz. Absolutno, tako kot pravijo tudi do morja enako, ne? Ja. Imeti globoko Ja. spoštovanje. Ne? Moram se seveda, Tanja, dotakniti ob koncu najinega pogovora tudi vaše slovo s televizijskih ekranov. Zdaj zasledila sem, je res, da ste za to izvedeli preko medijev? Ja, res je. Okay. Mislim, da to, kdaj se bom poslovila, je popolnoma moja odločitev, moja stvar in tudi stvar, ki bi, vsaj trdno sem prepričana, želela jaz posredovati gledalcem. Ne pa, da to arbitrarno nekdo izmed kolegov naredi, brez da bi mi povedal, brez da bi mi sploh povedal, da je to dal v medije. Mislim, da to ni bilo ravno korektno. Vas je to prizadelo? Ja, me je. Pa ste potem to tudi hitro predelali? S tem se ne obremenjujem več. Moje življenje je preveč zasedeno s projekti, stvarmi, ki jih moram narediti, da bi premlevala neke stvari, se obremenjevala z nekimi zamerami. Potegnila sem lekcijo iz tega in s tem je zadeva opravljena.